Spoštovani voditelj posveta, državni svetnik Aleš Pulko, spoštovani predstavnik soorganizatorjev posveta, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, državne svetnice in državni svetniki, poslanke in poslanci državnega zbora, predstavniki državnih institucij in univerz. Posebej topel pozdrav namenjam strokovnjakom iz tujine. Hvala vam, da ste nam pripravljeni predstaviti preizkušene dobre prakse. Prav lep pozdrav tudi vsem ostalim udeležencem in udeleženkam posveta, ki ste se nam pridružili tu v dvorani in na daljavo. Z velikim veseljem vas pozdravljam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. Kot njegov predsednik, predstavnik obrtnikov in podjetnikov, pa tudi v svojem osebnem imenu. Obenem prosim, sprejmite moje iskreno opravičilo, saj se zaradi drugih obveznosti vašega srečanja ne morem osebno udeležiti. Državni svet Republike Slovenije s posveti, kot je današnji, uresničuje eno svojih ključnih poslanstev. Je prostor povezovanja, dialoga in iskanja rešitev v konsenzu države, stroke, gospodarstva in civilne družbe. Prepričan sem, da prav z odprto razpravo in z vključevanjem različnih pogledov lahko prispevamo k bolj premišljenim politikam, ustrezni zakonodaji ter bolj kakovostnem življenju vseh državljank in državljanov. Posebno pozornost v tem kontekstu zasluži tudi današnja tema: lesno gorivo, emisije iz malih kurilnih naprav ter vprašanje dimnikarske dejavnosti in kakovosti zraka, ki ga dihamo prav vsi. Slovenija je dežela gozdov in lesa. Naši gozdovi pa niso le naravno bogastvo. Slovenija je les razglasila za strateški naravni vir oziroma surovino, kar je popolnoma razumljivo. Glede na to, da se ponašamo z izjemno gozdnatostjo, kar 59% površine države pokriva gozd in z relativno veliko lesno zalogo. Les je obnovljiv, domač energent, ki lahko pomembno prispeva k energetski suverenosti naše države, še posebej na področju ogrevanja gospodinjstev. Ob tem pa se seveda soočamo z izzivi. Kurjenje lesa je pogosto izpostavljeno kot eden pomembnejših virov onesnaževanja zraka s prašnimi delci. Prav zato se danes sprašujemo, kako lahko ohranimo prednosti rabe lesne biomase, hkrati pa zmanjšamo njen negativni vpliv na zdravje ljudi in okolja. Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka jasno kaže, da Slovenija zastavljenih ciljev ne bo dosegla brez sistematičnega in odločnega pristopa, in to na vseh ravneh, od ministrstev in lokalnih skupnosti do proizvajalcev naprav, dimnikarjev, uporabnikov, nevladnih organizacij in strokovne javnosti. Zato je pomembno, da prisluhnimo strokovnjakom, primerjamo izkušnje iz tujine ter razpravljamo o tem, kako to zahtevno področje v prihodnje učinkoviteje urediti. Dimnikarska dejavnost, kakovost goriv, ustreznost naprav, pa tudi ozaveščanje uporabnikov. Vse to so deli iste sestavljanke. Ob tem pa potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo, okolje z jasnimi pravili, pravičnim nadzorom in ustrezno podporo pri prehodu na čistejše tehnologije. Spoštovani, današnji posvet predstavlja tudi odgovornost, da skupaj začrtamo pot, ki bo Sloveniji omogočala doseči cilje do leta 2030, čistejši zrak, zdravo okolje in hkrati ohranjeno vlogo lesa kot pomembnega energenta ter naravnega bogastva naše države. Ker je v tej sestavljanki dimnikarstvo edina dejavnost, ki ima
po zakonu nalogo izvajati neodvisno oskrbo in nadzor kurilnih naprav, preprečevati prekomerne emisije, zastrupitve in požarna tveganja, je skrajni čas, da to dejavnost opolnomočimo, jo ustrezno uredimo v sodelovanju s stroko, ji vrnemo veljavo ter zagotovimo njeno učinkovito delovanje. Le na ta način bo Slovenija sploh lahko spremljala stanje naprav v obratovanju ter na podlagi verodostojnih informacij, ki jih mora prejeti preko sistematično organizirane dimnikarske dejavnosti, spremljala ustrezne ukrepe. Med drugimi tudi takšne, s katerimi se pomaga državljanom zastarelo tehnologijo menjati s sodobnimi kurilnimi napravami. Prodajo in vgradnjo tehnološko neustreznih pa ustavi. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za sodelovanje pri organizaciji posveta, pristojni komisiji Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki jo vodi državni svetnik Mitja Gorenšček, ter vsem predavateljem in razpravljavcem, ki boste s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k skupnemu razmisleku. Želim vam uspešno delo, konstruktivno razpravo in čim več dobrih predlogov za prihodnje ukrepe. Hvala lepa.